Grad Mokrice, Matija Gubec, Strašni duhovi in pa team building. Kaj vse bo iz tega nastalo? Poglejmo. Danes bomo peljali eno zelo simpatično ekipo skozi tale grad za nami, impozanten grad Mokrice, in skozi serijo timskih vaj bodo odkrivali neke skrivnosti gradu, ki smo jim danes jih vpletli v zgodbo. Ekipa bo sledila točkam od ene do druge, dobivali bojo namige in skozi timske vaje bojo morali nekako priti do nekih zaključkov, ki jih bojo peljali do naslednjega sporočila. Od enega do drugega in tako na koncu odkrijejo neke relikvije, ki jih iščejo, kajti zgodba današnja je, da iščejo relikvije Matije Gubca, ki naj bi bil mučen na tem gradu. Matija Gubec pa ni bil edini skrivnostni prebivalec gradu, ki ga udeleženci team buildinga lahko srečajo med odkrivanjem mokriških legend. Razne zgodbe krožijo v tem gradu, nekatere mračne, nekatere malo manj, in udeleženci našega programa jih odkrivajo. Gre pa za ali legende o kmečkih uporih, legende o duhovih, ki ne bi tukaj še vedno strašili po gradu, legende o Nemcih, ki ne bi tukaj kradli po tem gradu in tako naprej. Ekipi sta morali, razen moči in vztrajnosti, krepko napeti tudi možgane. Na poti do skrivnih relikvij sta se med drugim spopadli tudi z matematičnimi problemi, poezijo in zgodovinskimi dejstvi. Našli ste relikvijo, kako je šlo? Ja, super. Iskali smo kar nekaj časa. Na poti smo imeli par nalogc. Šli smo tudi v vinsko klet, kjer nas je počakal pater Luka in nas tudi malo popustil. Kaj pa prestrašil resnični? Ja, jaz sem se kar malo prestrašil, se je bilo kar temačno noter. Tukaj pa imamo gospoda, ki drži bistvo tega lova na zaklad. Kaj je pravzaprav to? To je meč Matije Gubca, ki je tukaj v tem mokriškem gradu bil v okovih. In to je bila naša naloga, da v bistvu poiščemo ta artefakt, ta meč, in ga zaščitimo pred drugimi, ki bi ga hoteli zlorabiti. Je bilo težko priti do meča? Ja, opraviti smo morali teh nekaj nalog, ampak skupnimi močmi nam je uspelo. Pri Team Building Akademiji govorimo o tem, da je to neko izobraževanje, neka moderirana zadeva, moderirana delavnica, ki jo dostikrat nadgradimo z nekimi aktivnimi programi. Delamo na tem, da ekipe lažje delajo skupaj, ko pridejo nazaj na svoje delovno mesto. Katera naloga je bila najtežja? Katero smo največ gruntali? Mi smo kar ene par. Najbolj smo si sami otežili delo, ker smo kar laufali po hodnikih, brez da bi gledali sploh kamorkoli. Zabavna je bila recimo una, ko smo mogli poustvariti en prizor. Bistvo team buildinga je timski duh. Ti si bila pa danes, mislim, da v skupini samih moških. Kako so sodelovali? Je bila sicer še ena punca, ampak znamo kar dobro sodelovati. Mislim, tudi jaz, ko sem bila vodja ekipe, nisem imela občutka, da sem vodja, ampak smo v bistvu vsi enakomerno si porazdelili vse naloge. Kot se za pravo tekmovanje spodobi, so ekipe za trdo delo in iznajdljivost tudi nagrajene. Kljub temu pa se ob zaključku večina udeležencev strinja, da ni važna zmaga, temveč je najbolj pomembno, da se pri lovu na skriti zaklad vsi izvrstno zabavajo.